Vsi ljubitelji vrtarjenja, tisti, ki obdelujete svoj večji ali manjši vrt, prav dobro veste, da je le tega potrebno v jesenskih mesecih pripraviti na nižje temperature. Hladnejše dni, pripraviti ga je treba na zimo. Tako kot spomladi je vrt potrebno urejati, pa vendarle na nekoliko drugačen način. Jesenska pravila temeljijo na čiščenju. Se pravi, če gledamo zelenjavni vrt, se trenutno postopamo po pravila pridelkov, tudi morda zaščite določenih zelenjavnic, kot so solate, da se jih že tudi pokrije. Določene zelenjavne rastline, kot so listnati ohrovti ali pa brstični ohrovti, se pusti nezaščitene zunaj. Tako da, kar se praznih gred tiče na zelenjavnem vrtu, jih lahko tudi že malo obdelamo, lahko dodamo tudi že gnojilo, da potem zopet v marcu samo preobrnemo oziroma preštihamo in potem se zgodba spet nadaljuje. Sadni del vrta v tem letnem času zahteva obiranje še zadnjih plodov. Morda je potrebno obrezati še kakšno suho posušeno vejevje. Ne pozabimo pa tudi na spravilo listja. Drugače pa je tudi zelo primeren čas tudi že za sajenje novih sadnih rastlin, tako jagodičevja kot tudi drevesastih sadnih vrst. Kar se zaščite tiče, se predvsem moramo poskrbeti za kakije, fige, morda tudi, če ima kdo granatno jabolko posajeno. To potrebuje prva leta kar malo, da jih zaščitimo, kasneje tudi ni več potrebe. Pri čiščenju je predvsem pomembno, da odstranimo odmrlo listno maso. Pograbimo listje sadnih ali okrasnih dreves, da ne pride do gnilobe ali kakršnihkoli drugih nevšečnosti. Vso odmrlo listno tkivo, se pravi stari listi, stara zasušena trava, karkoli se sedaj že da tudi na kompostni kup, da imamo potem zopet v spomladanskem času že tudi marsikaj lahko že pri roki za takojšnjo uporabo. Določeno zelenjavo lahko pustimo, kot so na primer zimske solate. Tukaj pa je nujno potrebna zaščita. Najbolj priporočljiva je v obliki tunelov ali koprene. V obeh primerih gre za podobno funkcijo, se pravi, gre za delno zaščito proti nizki temperaturi. Morda sam tunel je, bom rekel, bolj praktičen, ne tišči nam več rastlin, v primeru, če zapade tudi sneg, da se rastline lepo razvijajo nemoteno, tudi kljub temu, da imamo nevšečnosti, kar se padavin tiče. To, kar se pa okrasnih rastlin tiče, je zaželeno, da se trave ne reže v jeseni, temveč spomladi, marca se jih poreže, tako lepše prezimijo, pa tudi jesenska zimska barva suhe trave na vrtu vseeno pričara malo vzdušja. Niko Pavlin razlaga, da gre za toplo barvo. Rjava barva ni barva smrti, ampak topline. In ob vsej turobnosti, ki naj bi jo prinesel zimski letni čas, jo vsekakor radi vidimo. Pozorni moramo biti še na okrasne rastline, ki jih imamo zunaj. To so recimo oleandri, palme in kakšne večje posodovke, citrusi in druge. Treba jih je pripraviti na prezimovanje v sobnih pogojih. Ampak potem spomladi začnemo potem masovno vse pospravljati in vse to globalno vse očistimo, da zopet vse znova požene. Čez leto se zunaj nabere veliko žuželk, pajkov in vseh ostalih podobnih živali, ki jih čez zimo ne želimo imeti v stanovanju ali hiši. Zato je prva stvar, da rastlino temeljito očistimo, nato pa poskrbimo, da ne bo zeblo in jo pospravimo v notranje prostore. Najbolje je uporabiti, če je možno, kakšna hladnejša soba ali morda garaža, morda kakšna svetla klet. Predvsem je zelo bistvenega pomena, da se rastlina temeljito očisti.